Hvala, da si vzel cajt. Jaz sem v bistvu malo konteksta, kje sem jaz tebe prvič videl oziroma spoznal. Je na dogodku od Jesa. Si imel eno predavanje o vesolju in kaj me je ful fasciniralo, je bilo, da si te kompleksne, neintuitivne stvari ful znaš približati laikom, ljudem, ki niso fiziki, ki niso matematiki, ki ne štekajo pač astronomije, mogoče štekajo astrologijo. Tako da, kakor je bilo kakšno vprašanja, so bila tako malo bolj izven tega, sam si ful dobro pohendlo. Zato sem se tudi odločil te povabiti, pa da malo tako podebatirava o zadnjih odkritjih, koliko spremljaš kaj tega, pa mogoče da malo zafilozofirava, tako kot sem omenil. Tako da, glede na to, da sem te zdaj ful pohvalil, da znaš razložiti na simpel način, a bi lahko razložil, kaj je kvantna fizika zelo enostavno za enega laika? Ja, vsi bolj ali manj poznamo to fiziko teh malo večjih stvari, ker so nam tudi bolj domače. Medtem, ko se gre pa v zelo drobne stvari, ki jih naše oko niti ne vidi več, se pravi, govoriva o nekih molekulah, atomih, pa ta naša izkušnja malo pade ven, zaradi tega, ker pač ne operiramo s tem, s svojim rokam. In potem, ko so dejansko ljudje naredili dovolj sposobne mašine, da so te zadeve začeli spremljati, se pravi, kako se obnašajo posamezni zelo majhni delci, atomi, ali pa recimo protoni, nevtroni, elektroni. Atom že spada v področje kvantne? Seveda. Aha, okay. In ko so to začeli raziskovati, se je kar naenkrat videlo, da s to fiziko, ki jo imamo iz tega sveta, ki ga smo navajeni, ne prideš skozi. Ne deluje. In potem so začeli pač izumljati malo kakšne druge matematične modele, ki bi ta svet opisala. Mi da moraš vedno vedeti, da fizika ni to, kar je dejstvo v svetu, ampak je najboljši matematični približek obnašanju enega sveta. Se pravi, mi da vzameva matematične formule in pol jih naštelava na to, kar vidva okrog sebe. In če funkcionirajo, pol pač temu rečeš teorija. In zdaj kvantna teorija pač je neka matematični fizikalni model, ki paše na obnašanje teh zelo majhnih delcev. Ker tisto obnašanje je malo bizarno. Namreč, ne vem, če veš, ampak velikrat se opisuje hkrati delc na način tako, da mu rečeš, da je delc, da je en košček, večkrat pa se obnaša tako kot valovanje, tako kot svetlova. A niso to tudi delci? Ne. Tudi svetlobo lahko pišeš kot valovanje ali pa kot delec. Tako da je pol zadeve malo ratajo neintuitivne v kvantni fiziki, ampak ukvarja se z zelo majhnimi delčki. Ne moram, mislim, lahko bi s kvantno fiziko opisoval, če vrževa to mizo skozi oken, kam bo letela. Samo je bilo to komplicirano, da je lažje potem, ne vem, z neko Newtonovo fiziko. Se pravi, to je v bistvu opisovanje oziroma opisovanje najmanjših, nam poznanih stvari. To je kvantna fizika. A lahko sam prosim, da daš mikrofon bližje? Lahko si ga kar potegneš, lahko si ga obračaš, kar hočeš. Samo da ne bo pol kasneje panike. Bom rekel, zakaj mu nisi rekel? Ok, cool. Kako bi pa, recimo, kaj je tvoj najbolj zanimiv bil način, ker mislim, da večina ljudi ali pa vsi ljudje vejo, da je vesolje zelo veliko. Zelo veliko. Kjer je tvoj najbolj zanimiv način približati to velikost enemu namadnemu človeku, da mu pač eksplodira glava? A imaš kakšen tak primer? Mislim, jaz na predavanjih pač uporabljam razne načine, kako bi to nekomu predstavil. Ker gre za to, da seveda vesolje je toliko veliko, da si pač naši možgani niso sposobni tega predstavljati. Sposobni so si predstavljati številke, kakor so, 5, imaš pač, eno košaro, jabolk, pa to si lahko predstavljaš. Ko pride številke čez 100, je že težko, Mislim, kako si predstavljaš zdaj 500,000 jabolk, Ne gre, možgani težko funkcionirajo. Tako da je treba malo bolj plastično to. In meni je tako, recimo, v vesolju so razdalje tako ogromne, da se tudi z metri ne da več meriti, ker bi bile številke tako velike. Pa se uporablja drugačna enota. In sicer, recimo, če mi posvetva z enim laserjem na Luno,
bo ta laserski žarek do Lune potoval 1 sekundo, približno. Mhm. No in pol tej razdalji rečemo 1 svetlobna sekunda. Ne? Če bi posvetila midva proti Marsu, bi do Marsa potoval ta žarek nekje 10-15 minut, odvisno, koliko bi bil Mars daleč. Prav, nekdo, ki bi stal na Marsu, bi videl čez 10 minut bi videl to lučko. Ne? In zdaj se v bistvu kar s tem načinom pogovarjamo, koliko cajta bi svetloba potovala od enega do drugega. Ne? In pol, ko prideva do najbližje zvezde, pomeni, da je, če jaz posvetim danes, bo tisti, ki je na najbližji zvezdi, na Alfa Centaura, bo ta žarek zaznal čez 4 leta. Ne? In zdaj predstavljaj si, da se mi pogovarjava. Ne? Ti si na Alfa Centauri, jaz sem pa na Zemlji. Jaz nekaj rečem, čez 4 leta ti to slišiš, ti odgovoriš in se pravi, spet čez 4 leta bom jaz dobil tvoj odgovor. Se pravi, 8 let lega. 8 let čakati, da bom sploh videl, ali si se ti odzval, ali se nisi. Ne? Pa to je najbližja zvezda. Polka greva takoj, ne vem, razdalja od naše galaksije do naše najbližje, ne, je 2,4 milijona let. Tako da 2,4 milijona let potuje svetloba v eno smer. Ne. Ja, pa imaš problem mogoče, ker ljudje ne vejo, si ne znajo predstavljati milijona. Ne. Seveda, ne. Ti si jim dal eno enoto, ki je svetlobno leto, ne, pa je, ok, to je full hitro. Full hitro. Pa milijon teh svetlobnih let, pa že ne veš več milijon. Ja. In recimo, tle, ki se pogovarjava, naša galaksija je pač en kup zvezd. Recimo, pač 200 milijard, ogromen zvezd na kupu. In zdaj mi smo nekje na polovici med robom pa sredino galaksije, naše sonce pa naši planeti. In od nas do središča galaksije je recimo 30,000 svetlobnih let. S tem, da mi štejemo galaksijo kot naš dom, tam, ki smo doma, samo da zelo velik dom. In 30,000 let je kar velik. Če si predstavljaš, recimo, da nekdo se živi v središču galaksije, pa ima ful dobro teleskop in lih na cilja Zemljo. Bum. In vidi na Zemlji življenje zelo poveča sliko in gleda. On gleda, kaj je bilo kle 30,000 let nazaj. Ja, v preteklosti. Ja, seveda. Tako da te razdalje so že znotraj naše galaksije tako ogromne, da pač mislim, on bo gledal sem, ampak ne bo videl, da se mi dva pogovarjava, pa imava kamere, pa mikrofone, pa ne vem kaj. Takrat, po mojem, še niti kolo ni bilo nek tehnološki izum, 30,000 let nazaj. Torej, če bi mi videli neke pač mikroorganizme nekje, bi lahko to pomenilo, ok, mogli bi jih videti, pa bi lahko to pomenilo, da so to že razviti vprašanje, v preteklost bi gledali. Seveda, tako da te razdalje so v tem smislu toliko ogromne. Če greva pa med galaksijam, pa hitro najdeš eno galaksijo, ne vem, 80 milijonov let svetlobnih daleč, kar pomeni, če oni gledajo sem, pa vidijo dejansko dinozaure. Toliko so velike te razdalje, da v bistvu pač ti greš kar v preteklost. Ja, koliko je v vesolju galaksij? Ogromno. Ja, vem. Neki. Ni to neka številka, s katero bi jih lahko opisoval. Zaradi tega tudi, ker če predpostavlja, da je vesolje neskončno. Ok, sorry, vidno vesolje. A lahko opredeliš, kaj to pomeni, mogoče vidno vesolje, kaj je? Pa pol mogoče, a poznamo odgovor, koliko predvidevamo, da je galaksij v vidnem vesolju? Ja, je to boljše? Mislim, da se v bistvu približno ugotovita, seveda, z opazovanjem, koliko jih je v vidnem vesolju. Ampak je to tako ogromna cifra, da pač imaš enko, pa nastrelaš nul od zadaj, ko krčeš. Nekje sem prebral, da pravijo, ne vem, od 100 milijard do 500 milijard. Ja, pač to je nek range. Neka taka ogromna cifra. Ja, malo sem se poigral z matematiko. Meni je zelo zanimivo si predstavljati, to, kar sem jaz tebe vprašal, ker ne veš, kaj milijon pomeni sploh. In vedno, ko je tako, ne vem, Slovenija ima 2 milijona prebivalcev, koliko ljudi je na svetu, in če bi štel enega po enega, tako si znam jaz nekako predstavljati, koliko časa bi štel. In pa sem se malo poigral, če je recimo 200 milijard galaksij v našem vidnem vesolju, če bi štel vsako posebej, bi štel 31 let. Sprav, to so galaksije. Pa vsaki galaksiji predvideva, da je, ok, to zdaj je full rough estimates, 300 milijard zvezd v vsaki. In to bi pomenilo 300 krat, 30 milijonov let bi štel. Vsako zvezdo
v vidnem vesolju. Pa vsaka ta zvezda ima planete, recimo. Ne? In pač ena izmed teh je Zemlja. Ja. Pa je to tako, ne? Aha, štev bi, ne vem, 30 milijonov let, ne? Bi štev 1, 2, 3, 4, 5 zvezd. Ja, tega je res ogromen, že v vesolju, ki ga lahko mi vidimo. Ja. Medtem, ko v vesolju, ki ga ne vidimo, je tega še bistveno več. To je ful zanimivo, ne? Ker ti si v bistvu študiral to, a ne? Pa v bistvu zdaj se pogovarjamo o enih stvareh, pa dosti hitro pride do tega kognitivnega limita. Ne, ne moreš si več predstavljati. In to je ful zanimivo, ker da mi sploh lahko kakšne take stvari opisujemo ali pa računamo, ne? Glede na to, da smo se razvili ne za to, ne, seveda, ne za ta task. Task je bil ali pa naloga je bila, da preživimo. Ne? In s temi našimi možgani smo pač ful uspešno preživeli, ne? In smo recimo najbolj uspešna vrsta na planetu. Ne? In pol, da lahko take stvari sploh delamo, je ful fascinantno. Ne? Ja, se bo zanimivo. Je pa delaš proti naravi, verjetno, ne? Ko to delaš. Po mojem niti ne proti naravi, ampak zaletavaš se v steno svojih umskih sposobnosti. Ja. Sam pač pol itak z nekimi modeli to poenostavljaš. Tako, kot si rekel, ne? Naši možgani so pač narejeni, ne vem, za zaznavanje 2D, 3D prostora. Ne? Več že ne. Zdaj, če imaš ti neko, ne vem, fizikalno teorijo o tem, da je ta prostor, ne vem, 8-dimenzionalen, ti pač vizualne predstave o tem ne moreš imeti. Ne? Ja, kako bi to sploh... Ne da se, ne. Zdaj mi smo v 3D oziroma 4D vesolju, ne? Ja. Kako bi opisal... To je pol 5 dimenzij, ne? Ja, to se pol pač matematično opiše. Tiste enačbe šraufaš levo, desno, preračunavaš gore, dole in pol tist plune ven nek rezultat. Ne vem, koliko staro je sonce ali pa whatever, ne? Ja. Tak rezultat, ki pa lahko si ga predstavljaš oziroma ti opisuje nekaj smiselnega, ne? Tako da ampak da bi si pa vizualno te stvari predstavljal, pa ne gre, ne? Se da pa z matematiko pridati recimo tankrat pač ti neka čist vizualna predstava ne dela, ne? Ja. Enkrat sem slišal, ne vem, opis tega, tako poskus opisa tega, kaj bi pomenilo, da dodatna dimenzija obstaja, ne? Da nekako primerjaš s temi, ki nimajo tretje dimenzije, ne? Sprav imaš neke človečke, ki živijo v 2D, sprav po tej mizi se premikajo, ne? In ti daš 3D kocko v njihov svet in oni vidijo samo tako črto, ne? Seveda. On vidi črto, ne? Mislim, lahko gremo okoli nje, ne? Ker ima 2D, ne? Ampak vidi samo črto čez njih, ne? In tako je verjetno tudi za nas, ne? Neki samo gre čez našo dimenzijo, ne? Seveda. Pač ne moreš tega videti, ne? Ja. Mogoče vidiš kot 3D objekt, v bistvu je pa 4, ne? Tukaj oni so 2D. Sam tega nisi sposoben videti, ne? Oziroma, to je ful fascinantno. Vprašanje je, če je sploh smiselno, da bi videl, a ne? Mi živimo v nekem svetu, ki pač funkcionira po nekih pravilih. Očitno je 3D tehnologija čist dovolj za živeti v tem vesolju, pač zaznavanje. Lev te ne poje, pač hrano si nabereš, ustreliš, ne vem, pač očitno 3D funkcionira, ne? Tako da lahko pa, da bi s, ne vem, nekim 4D, 5D modelom lepšo opisal pač obnašanje sveta, ampak super. No, rečemo, da je to 3D svet, prostorsko, ne? A zdaj, jaz bom ful tako vprašanja, lahko jih popraviš, če niso, ampak tako, jaz bom igral tega neumnega lajka, igral, v narekovajih, ne. A bi recimo druge dimenzije ali pa vesolja, ki imajo več dimenzij, a bi obstajale na istem prostoru ali je to neko drugo vesolje, ki je zraven našega? A veš, kaj mislim? Te dimenzije so itak pripete nekako, ne? Ena na drugo. Mislim, ne obstaja zdaj ena dimenzija, ki pa bila nek čist ven iz našega vesolja, ne? Ti tako opisuješ, kaj je tukaj, ne? Se pravi, dokler ti funkcionira, ne vem, voziš avtoček po tej mizi gor pa dol, ti je 2D svet dovolj, ne? Naprej, nazaj, levo, desno. To ne pomeni, da tretja dimenzija ne obstaja, ne? Ampak ne rabaš je, ne? Ampak je na istem, lahko bi se rekel, da je na istem. Je tle, pač, rečeš prostor, sam pol. Tukaj se pol tako ostal, ne? Večdimenzionalni prostor, ja. Ker je tako isti prostor, ampak je drug prostor. Seveda, nekaj drugega, ne? Ja, ker s tem dojemanjem, kako mi dojemamo prostor, a ne? Je to pač kleja, ne? Seveda,
Fiziki pa pač to malo drugačne. Kako sploh definirate ta space? Recimo mi smo v tem svojem vesolju, a ne? Obstajajo neke teorije, da obstaja več vesolij, ne? Ne vem, koliko je zdaj to... To je teorija. On the edge of science. Ampak vem, veliko ljudi reče, to je že malo pasé v fiziki. Ja, ampak veš to, recimo, kar se teh usporednih vesolij tiče, je pač ideja, da tako je. Mogoče obstajajo čist luštni argumenti, da bi to mogli biti, pa da bi bilo čudno, če ne bi bilo. Aha, z matematiko vse tako bi, če... v resnici moraš pač ti zadevo videti, poslikati, zmeriti, ne vem, karkoli. Se pravi, do tam je to samo ideja. Tudi recimo, ne vem, črne luknje, ne, pa Hawkingovo sevanje, pa pač kao, da črna luknja vse en seva, ne, čeprav v resnici vse požre v sebe. Ne. To v enačbah se sliši zelo lepo in se zelo lepo izide in tralala, ampak to dejansko bi mogel iti zraven ene črne luknje, pa zmerta. A to pol pomeni, da kakšnih stvari nikoli ne bomo mogli opisati ali pa potrditi, tako bom rekel. No? Ja, kakšnih siguren ne, sploh če je ideja dovolj utrgana. Kaj pa če imamo neskončno časa, recimo, pa je tehnološki razvoj gre tako, kaj je šel, a ne? Mislim. A obstajajo neke, ne vem, zakonitosti, ki bi čisto omejile ta razvoj ali pa vedenje o vesolju, ne? Da ne bi mogel sploh preveriti, da ne bi mogel... V resnici je spet to, ne, kar sva prej govorila. Vedno prebijaš v plafon tvojih umskih sposobnosti. Ne? Ja. Pač do tam, ki si sposoben dojeti, do tam boš pisal teorije, čez pa ne. Aha, se pravi, smo imeni kot vrsta. Seveda, ne, vsaka teorija znanstvena, ki jo narediš, je najprej nastala nekje, nekomu je kliknalo v glavi. Se pravi, najprej je ideja, ne? Ne nastane teorija iz nekega namiga v dozuni, pa iz tega delaš naprej. Ne? Ampak vedno je ideja, kaj pa če je Zemlja okrogla? To se je enkrat zmislil, mislim, ti pogledaš in vidiš, da ni. Ampak en se je zmislil, pa je rekel, kaj pa če je res? Se pravi, prvo si je zmislil, pa je pa šel testirati. Pa dajmo preveriti. Ali je imel že neke slutenja, da so videli ladje mogoče, ki se ne vidijo, pa je pol šel zmerno. Ampak vse, mislim, lahko bi si predstavljal, da je okrogla, lahko da je kvadratna, zakaj pa ne bi bila kvadratna? Ni nobenega razloga, da bi bila samo okrogla. Ali pa ne vem, šestkotna, kakorkoli. Ampak vedno nastane najprej klenot ideja, pa greš pa ti to čekirati, a se da, a se ne da. Ne? Zdaj pač ne vem, 2000 let nazaj se ta ideja ni dala prav nekaj lepo, elegantno preveriti. Danes pač rečeš, lej, Elon Musk pošle raketo gor, jaz se bom not usedel, pa bom pogledal dol, je okrogla. Ja, kaj pa, a si kdaj predaval, sorry, ki gremo v to smer, ampak a si kdaj predaval, pa je kdo rekel ali pa zagovarjal, da je Zemlja ploščata, kakšne take stvari. A lahko kakšno anekdoto, če imaš, no, ne vem. Ker rekel si, veš, Elon Musk ti da, v bistvu ne moreš preveriti, ne moreš preveriti, to je njihov argument bi bil, ne. Seveda, sej take zadeve so zelo preproste, ne, tako, mislim, ta glavna taka stvar, kad tako, ne vem, se usedeš s prijatelji na pivo, ne, pa ker si ti astronom, predspridejo kakšne, ne, a kaj ti misliš, a so bili ljudje na Luni ali ne? To je tako, 99% teorij zarote, ki jih slišiš v družbi, so res bili na Luni. Ne? Sej, a nisi šel za to študirati, da boš pol te stvari na pijaču? Teorije zarote, Sploh zdaj z YouTubeom je to crazy. Ja, to je šlo čisto viral, ne, pa socialna omrežja. Ker je ful bolj zabavno kot... Recimo, Zemlja je okrogla. Malo kravžla možgane, ne? Ampak v resnici ljubitelji teorij zarote so vedno ljudje, ki se jim ne da s tem se ukvarjati, z nečem poglobljeno, ampak je ful lažje prebrati tako en odstavek na internetu in se pač odločiti, da to, kar drži in ziher ima prav. Ne? In tle pač pri Luni je, mislim, to... A preblisku na Luno. Itak ti tega človeka ne boš prepričal, da so ljudje bili na Luni.
Ne moreš mu zares dokazati, vedno bo eno luknjo lahko našel. Če boš hotel dokazati, ga moraš za rokca tja peljati, ne, to je pa malo pretežko. Zato pa teorije pa še to ne segajo tja. Ne. Pa še to ne, po mojem. Ti ga pelješ tja in rečeš, tukaj je otis, tukaj je zastava. Ne, to so pred 5 minutami nastavili. Ker nikoli ne moreš zmagati te igre. Ne. Seveda, vedno obstaja tako kanček dvoma. Ampak, a veš kako je, ne? Če tako dobro pomisliš, obstaja par zelo dobrih razlogov, da veš, da so bili na Luni, da so pristali dejansko. Ne? Prva je to, da če si ti Rus, ne? In ti Američan pristane na Luni, valjda ne boš tega razlagal na glas okrog, ampak greš pogledat, da so res bili. Ne? Ja. Pač pošleš ne vem, satelitek, ki sam slikce naredi. Da bi pa oni lahko rekli, niso bili. Ja, valjda boš poskušal izpodkopati, če se greš vesoljsko vojno, kdo bo boljši. Ne? Pa se ni nič iz nobene strani ni bilo kakšnega resnega, lejte, smo poslikali tam, ki so kao pristali, pa ni nič tam, ki so kao, ne vem, v neki puščavi posneli. Mogoče skupaj delajo. Ja, ne vem. A veš, oni pravijo, to je one world government conspiracy. Gre za te tekme, po moje ne. Ja, to je res. Druga stvar, ta se mi je zdel še bolj zanimiv. Zdaj so novel te razni Wikileaks in te zadeve, ne? In je šel en človek pogledat, koliko cajta v povprečju traja za eno tako stvar, recimo, da na Luni ne bi pristali, pa bi fejkali, pa bi bilo pač ne, vse izrežirano. Koliko cajta traja, da bo en zgubcev? Ker je to, ker veliko ljudi dela na tem. Ja, tako, noter si imel, ne vem, 5,000, 10,000 ljudi, ki delajo na tem projektu. En bo zino, lej, pač. Najmogoče, da ne bi. Sam vprašanje je, koliko cajta v povprečju traja statistično. Ne? In bi bilo to reda velikosti 5 do 10 let. Ja. Pravi, pa bi rekel, sorry, 80 bi se vedeli. Priznam, ful me ves pekla, moram povedati, da nismo bili. Z ukradenim USB ključem. Pa ful bi lahko zgodbo prodal, ne? Ja, seveda. Ful je motivacije, da bi se to razkrili. To je en boljših argumentov za te glavne, po moje, teorije zarote. Ja, seveda. Recimo 11. september je bil inside job. Koliko ljudi bi mogli delati na tem, da bi kaj tazga sproducirali? Pa kako jih utišaš. Pa kako jih utišaš. Tako da je kle noter, mislim... Clinton ni mogel skriti, da je imel afero, a ne? Da je eno podaril. Ja, tega niso mogli skriti, ne? Ampak da si pa 5 avionov zmetel v bajte. Ja, mislim. Tako, če daš primerjava, ne? In isto, so šli na Luno, pa so uspešno zakrili to, da niso šli. Ja. To so pač take stvari, ki tudi v resnici pa se ti že malo ne da v njih sploh tam več razlagati, zato ker vsakeč naslednjič, ko tega človeka srečo, bo spet imel eno idejo, kako bi on tebe bo raziskal tvoj argument in sajte, in je pač človek, ne vem, meni se bolj zdi zanimivo ukvarjati se s tem, ne vem, kako nastanejo zvezde, kako se vesolje razvija, kako kaj novega odkriti, ne pa Luna gore, dole, mislim, koga briga v resnici. Dar, ti spiš, ne? Ti nisi se še zbudil. Ja, pa še malo počasen sem po naravi. Ampak a imaš kakšen tako cool argument za ta flat earth? Kako bi recimo človek sam zmeril? Kaj vem, da obstaja neki... Ja, mislim, itak... Kaj so že pred 3000 let je... Kaj je bil že v Egiptu? Ki je meril z nekim vodnjakom, ne? Ja, senco, pa vodnjakom, pa je v bistvu kot zmeril in je videl, da je... Pa je premer približno zmeril, ja. Zelo natančno. Ja, mislim, sej mogoče, ne vem, ta najbolj zanimiva mi je vedno, kadar je lunin mrk. Kadar je lunin mrk, pač Zemlja naredi senco od zata. Tam, ko sonce sije, Zemlja naredi senco od zata. Na Luno, ne? Ja, pač načeloma je ta senca skozi za Zemljo od zata. Ja. Sonce skozi svet na njo. In pol pač valjda bo ta senca take oblike, kakor je Zemlja. Ne more biti drugačna. Ja. In zdaj, če je ploščata, so vedno une slikce, ki je tako pač Luna, pa črtica čez. In če kdaj pogledaš Lunin mrk... Mogoče se Luna pobrila tako na črtice. Ja. Ne, ampak ja, vsa nebesna telesa, ki opazujemo, so okrogle. Zdaj pa zakaj bi bila Zemlja ploščata, meni ni jasno. Kaj lahko vidiš, Venero... Seveda,
Pa so tudi une lepe slikce, imaš tako sončev sistem, veš, sonce, Merkur, Venera, Zemlja, pa tako vsi so okrogli, samo Zemlja. Samo Zemlja pošata. Tako dovolj nazorni, v bistvu že malo sarkastični načini, da prikažeš, da je v bistvu tudi ta stvar toliko butasta. Kaj je recimo zadnje, recimo, če greva čist na rob znanosti, kar zdaj vemo, če spremljaš kaj te, recimo, kaj dela v CERN-u ali pa... Kjera stvar ti je bila na zadnje najbolj fascinantna? Pa da recimo pomembna? Pa zakaj? Pa kako bi to razložil, recimo? Ja. Veš, kako je, v fiziki je zelo veliko takih raziskav, ki so pomembne, pa sploh ne pridejo v javnost. Ne? Prvič zato, ker so fiziki ne lih najbolj naravnani v to smer, ne? Kaj so bili introvertirani? Ja, pa ne. Če se ti ful ukvarjaš s tem, kako boš tam nekaj izračunal, ne razmišljaš o tem, kako bi to čim bolj razširil v medije. Ne? To dvoje velikrat ne gre skupaj, ne samo pri fizikih, tudi pri kom drugom. Tako da se veliko takih pomembnih odkritij niti pol ne razveje. Ne? Pač imaš na kakšnih teh science kanalih ali pa Facebook pageh, ne? Kakšno novico, ampak da bi pa to slišal, ne vem, po dnevniku ali pa bral v dnevnem časopisu, pa ne. Ampak siguran je bila v zadnjih letih taka stvar, ki najbolj izstopa to, da so gravitacijske valove zmerali. Okay. Nekaj sem slišal o tem, sam ne razumem čisto. Tiste je res taka stvar, ki ta splošna teorija relativnosti to napoveduje. Einstein je že predvidel te... Tako, znotraj te teorije gravitacijski valovi pač so. Je pa to taka stvar, da je skoraj nemogoče zmeriti, ker moraš biti toliko natančen. Zato z laserji merijo, ne? Ja, in na full daleč morajo biti ta zrcala, ne? Ampak vseeno, recimo karkoli, zdaj, če bi imel tukaj neko zelo natančno napravo, pa da bi, ne vem, hotel narediti z nek zelo natančen lik, da bi to, ne vem, pač neki brusil, neko jeklo ali neki. Bi hitro ugotovil, da moraš to po noč delati. Zato, ker te podnev mod, promet, vreme itd. Toliko imaš treslajev, da ko se greš na res fine zadeve, boš prvič naredil fabriko nekje ful daleč ven iz mesta in drugič boš delal to po noč, ker te promet te zjaha. Ne? Oni pa delajo to še ful bolj na fini ravni in ugotoviš kar naenkrat, da se Zemlja skozi trese. Skozi so neki potreski, skozi se neki premika. Naravne stvari so to, ne zaradi civilizacije. Ja, naravne stvari, ne. Pač Zemlja je aktiven planet. Malo tektonski premiki. Saj ti ne zaznaš potresa, ki je milijardokrat šibkejši kot tak, ki bi ga zaznal, ampak oni so pa skozi. Tako da imaš skozi take probleme, da kako bi ti toliko umiril svojo napravo, da bila čist primer. Da bi ene bolj fine stvari zaznal. Tako, da ne bi te. In tam so se ukvarjali, kaj pa kako, pa na ta način. Tako da tle so naredili pač v resnici ne toliko nek ful fizikalen preskok, ampak čist tehnološki. So to pripeljali toliko daleč, da se jih da zmeriti. In zdaj jih kar serijsko merijo. Mislim, da je zdaj že bilo nekih 10 dogodkov zmerjenih. A opišeš, kaj je to gravitacijski... To je kot ne vem, potres, ki nastane v prostoru. Cel prostor se malo zatrese. Zdaj tega mi ne moramo zaznati, ker je toliko šibko, tako da bi začutil kakšno tako stvar. Zakaj se to zgodi? Ali se kakšni dogodki v vesolju ali skozi? Ponavadi morajo biti zelo opasni dogodki, da se sploh kaj zazna. Se pravi, sam to, da ne vem, Zemlja kroži okrog Sonca, jih proizvaja, ampak toliko švoh, da Bog pomaga, ne boš tega nikoli zmeril. Medtem, če pa ne vem, dve črni luknji krožita, ena zelo blizu druge, pa se pol zlijeta. Da se združita v eno. Tisti dogodek pa sproži predvsej močnejše gravitacijske valove. In take dogodke zdaj zaznavajo. Se pravi, da se dve črni luknji zlijeta v eno. A to je edin dogodek ali še kakšne druge? To je zaenkrat, mislim, da je edin dogodek, da se ga da... Ker to je toliko masiv dogodek, da... Da sploh povzroči dovolj močne valove, da jih mi lahko zaznamo. Sam pač zdaj to potiskajo valjda še dlje. In je tako, da bi imel nekak mikrofon
v vesolju, da bi v bistvu vesolje kar tako malo zaznavaš tam, ki ga sicer ne bi mogel z nekim teleskopom. Ne. To je tak sicer čuden teleskop z temi gravitacijskimi valovi, ampak zaznavaš še nek stvari, ki jih sicer ne bi. Ne. Sprav, to je nek tkanina, ne? Vesolje, in ko se nek event zgodi, po tej tkanini se zatrese. A prav si predstavljam? Ja, grejo pa oni to zmerijo. Tako, sprav, to gravitacijsko valovanje. Ja. Aha, okay. Tako da to je kar taka stvar, no, ki se je kuhal zelo dolg, a sploh obstaja ali ne. A ta sila, če obstaja? Ne, gravitacijski valovi, če sploh obstajajo. Ne. Aha, kako pa rečeš temu, kaj je gravitacijski val? To neka... To je pač nek nihaj v prostoru. Aha, okay. Prostor se mal v resnici, če bi to ful zapretiraval, pa da bi šli gravitacijski valovi tle čez, bi se mal raztegnil, pa mal skrčil, pa mal raztegnil, pa mal skrčil. Prostor bi se mal zastresel. Ja. Ampak ne prostor kot tla, kot poznamo neko... Ja, ne, vse. Vse. Ja. Tako da je mal težko si to predstavljati, ampak se pravi, zdaj se jih izmerali. To je kar tak bil orang tak preboj. Koliko časa nazaj pa je bilo to? Ja, 2 leti. Aha, 2 leti. Za 1 leto nazaj. Kaj pa ta Higgsov bozon, pa v CERN-u to, kar delajo? Ja, to gre pa, tle pa tako zanimiv, da to, kar v CERN-u delajo, se v resnici zelo močno tiče astronomije. A mogoče lahko razložiš, kaj delajo v CERN-u, kaj imajo v CERN-u? Ja, v CERN-u imajo en pospeševalnik delcev. To pomeni, recimo, če se ti igraš z nekimi stvarmi na Zemlji, pa gledaš malo, kako funkcionirajo. Pol pač malo tolčeš po tistem, pol malo zlomiš, pol, ne vem, zakuraš, ne vem, pač, se igraš, In zdaj ti ugotoviš, da če jaz se grejem eno stvar, se začne pač obnašati drugače, valjda, In pol gledam, ne vem, neko železno kuglo, se greješ, pol se izpari, pač, izhlapi, imaš železo, plinasto, In tako, pa pač ti malo žokaš, pa drezaš, pa gledaš, kako se obnaša. In pol kar naenkrat ugotoviš, da večkrat toliko ne moreš ti zakuriti, ne moreš ti na 10 milijard Celzija eno stvar segreti, In v bistvu, kad ti segrevaš stvar, pomeni, da delci, iz kjer je sestavljena, se premikajo vedno hitreje. Bolj, ko segreješ, hitreje se premikajo. Se pravi, v resnici hitrost tega delca ti določa, kakšna je temperatura. Pa manjka, bolj so primer pa zato v trdnem stanju. Tako. Okay. Ja. In se pravi, če ti hočeš ugotavljati, ne vem, kaj se zgodi, če ti delce izpostaviš zelo velikim energijam, oziroma veliki visoki temperaturi, kakorkoli pač to opišeš, jih pač moraš ful nagnati. In če imaš ti nek proton, ga ti z magnetom vlečeš, da ga pospešuješ in pač narediš tam to pot krožno, da ga lahko lepo in toliko, ko imaš pač sposobne te magnete, toliko lahko ti ta proton pospešiš. Se pravi, v bistvu se obnaša, kot da bi bila ful visoka temperatura. In študiraš, kaj se tam zgodilo. In zdaj ob nastanku vesolja, recimo, vemo, da je bilo zelo vroče, zelo gosta snov, takrat so obstajali neki delci, ki jih mogoče celo sploh še ne poznamo. In v resnici to, kar delajo v CERN-u, je, da te delce med sabo zaletavajo, jih do zelo velikih energij furajo in potem gledajo, kaj nastaja, kakšni delci nastanejo. Če proton zaletiš recimo, v drug proton. Tako. Če jih zaletiš skupaj, kakšen delci? Posamezne delce zaletavaš skupaj. Okay. In gledajo, kaj bo prišlo ven. Tako da v resnici poskušajo simulirati, kakšna je bila situacija, ko se je vesolje rodilo. Tako da kozmologi so vsi tam na teh delčkih. In tisti je v resnici en tak teleskop za pač pogledati, kaj je bilo čisto na začetku. Okay. Tako da študirajo res te, kaj se z majhnimi delci dogaja. Tam ne vzamejo, ne vem, kugelce. Pa, res samo pač, ne vem, neke protone, elektrone, vse osnovne delce, pa gledajo, kaj se zgodi, ko jih ti perfuraš do toliko energije. In zdaj za Higgsov bozon se je vedel, da rabaš toliko pa toliko energije, vsaj. Vsaj neko
In dokler je bil pač pospeševalnik sposoben dotlej narediti, se je itak vedel, da mogoče ta dejansko delce obstaja ali pa tudi ne, ampak ne boš ga naredil. Pa so pa seveda mašine imali navil, Naštelali, ja. Ja, tako, in pa so pobrali to. Ne. Enkrat sem slišal, da ne vem, kdaj so ta trkalnika, koliko je dolg. A V bistvu, že ne vem, koliko je koliko vse. po mojem nekaj kilometrov. A nekaj kilometrov? Ja, nisem prepričan. pogledam. Poglej, ja. CERN, Hadron, LHC, ja. Lider, kaj je length, Recimo. to me res zanima. 27 km. Ja, no. Ja, the Large Hadron Collider. Verjetno so imeli manjšega zraven. Ja. Se zdaj imajo idejo, da bi še večjega delali. Ja. Zato, ker velikost tega obroča ti Determinira hitrost. Aha, koliko lahko. se pravi, lahko pol še več. Ja, nekje sem slišal, da so to, ne vem, a so tega ta velikega naredili, takrat, ko je bilo po novicah. In pa je bila zelo ena taka, da bojo ustvarjali črno luknjo, ali pa da se igrajo z nekimi stvarmi, ki ne vemo, kaj bo ratala. To ni. Vse do neke mere se igrajo s stvarmi, ki ne vemo, kaj bo ratala. Lahko bi nekaj bilo, kar ne bi predvidela. Ne? Ja, pa da bi ta dva pa bi posrkali celo zemljo not. Pa da bo eksplodiral. Zdaj tako je, ne, tukaj, da bo nekaj eksplodiral, mislim, seveda, da na nek način eksplodira, če ti delci zaletavaš med sabo. Ampak vseeno energije, ki jih imajo te delci, so vseeno kljub temu, da ga ti ful zaženaš. To nisi pognal, ne vem, 10 kil nečesa. Par unih protonov, par elektronov, whatever, mislim. Toliko mal je tega, ne, da ne moreš ti iz tega narediti neke ogromne eksplozije. Tudi če bi vzel enako količino, ne vem, urana, pa naredil jedrsko reakcijo, mislim, mal bi se tam mogoče kaj segrel. Skratka, ne moreš z tega nič pametnega narediti. Ne. V tem smislu, da bi bila bomba. Čisto razmišljam. Medtem, ko ta črna luknja, ne, isto. Če že bi nastala, tudi teoretično je to čisto opcija. Bi bila tako majhna, da je nepomembno, da bi v bistvu sama sebe hitro uničila, ker je tako majhna. Ne. Se pravi, smo safe, ni nevarnost. Pa tako, sorry. Mislim, se pa ne bo nobenega, da bi rekel upsa, ne. A veš, to pač. Ja, saj smo, dokler pač gre. To vprašanje imaš tudi, po moje, doskrat, ne. Na pijačah. Malo so se pogovarjala prek maila o tem Fermijevem paradoksu. Prej sva nekako opredelila, koliko je veliko vesolje, koliko je enih potencialnih svetov, pa možnosti v drugih civilizacijah. Kako ti gledaš na to? Kako gledaš na ta paradoks, v bistvu? Če ga lahko v bistvu sploh poveš, kaj je? Mislim, prej si zelo lepo to šel preračunati. Ko si preračunal, da je ne vem koliko milijard zvezd v našem vidnem vesolju. To so milijarde, ogromna številka. 200 krat 200 milijard. Vsaka ta zvezda ima okrog planete. Ne? To se je kar vidi zdaj že, ko se to opazuje. Vsaka ima. Praktično vsaka zvezda ima. Okay. Ni to tako neka redkost. So zvezde pa vsake toliko cajta ima kakšna planete. Ne, v bistvu jih imajo bolj ali manj kar vse. Sam zelo težko jih je zaznati. Zvezda je ogromna, ful svetla, planete pa tam en temen kamenček zraven. Tako da planetov je še toliko več. Ne? Če ima vsaka zvezda po par planetov, se pravi planetov imaš res ogromen. In pa v tisti številki milijard planetov imaš sam na enem življenje, mislim. Se pravi, ti bolj tako. Če bi z tega stališča gledal, je to zelo malo verjeten, da bi res od take cifre imel sam na enem planetu življenje. Sam ne vemo, mi imamo recimo samo en primer, da smo opazovali, kako evolucija se pravi štarta, kako iz nekih iz nekih spojin rata nekaj, ki se lahko replicira, se pravi, da ima DNK. Samo enkrat smo to videli, tako da ne vemo, kakšna je statistična verjetnost. Kaj če je to še manjša, kot smo rekla, milijarda. Da je to zelo unika. Saj je možen, ampak čisto realno, v bistvu, ko nastane življenje pri takih pogojih,
če je kle nastalo, pol bo nastala tudi drugje. Ker zakaj, če se je tle par nekih ogljikov, pa vodikov, pa ne vem kaj, zbrali na kup, pa lih se prav sestavili, da se je življenje začelo. Pač če daš tako isto župo na nek drug planet, pač približno isto cajta bo trajalo, da se bo tam isto spetlali. Se pravi, ja, mislim, življenje v vesolju je po mojem mnenju sigurno velik. Samo... Kaj pa ta paradoksa? Ideja tega paradoksa je pa to, da kako da je tega življenja toliko veliko, pa ga ne vidimo. Ne? Ja. Mislim, pač, Čeprav, če bi mi se razvijamo in čez ne vem, milijon let bomo mi imeli vesoljske ladje, bomo imeli tehnologijo, ki bo nek podpis bomo dali. Ne? Ja. Zdaj, tega se ne vidi. Pol je v bistvu itak tako. Če jaz si to tako malo plastično razlagam, recimo, en razlog, zakaj jih ne vidimo. Ki bi jih lahko videli, recimo, da bi bili to neki nastopni, kaj se vem, teh sesalcev, whatever, ampak neinteligentnih. Pač imaš tam neke srne. Tam pač je. Na enem planetu, zdaj, da bi to zaznal, bi praktično mogel iti tja, ne moreš ti s teleskopom, mislim, planet kumi na meji ker nimajo tehnologije, te srne. Zdaj pa videl, kaj gor leze. Kvečem s kakšnimi posrednimi dokazi, da je v atmosferi tega planeta kakšna stvar, ki namiguje na življenje, ampak ni to neposreden dokaz. Se pravi, nimaš tehnologije, s katero bi res toliko pogledal na ta planet, da bi rekel, 100%. Medtem, ka za ki so pa čez našo inteligenčno raven, je pa tako, če si sposoben potovati, ne vem, toliko milijonov svetlobnih let daleč, ali pa vsaj, ne vem, 500 svetlobnih let daleč, moraš imeti ti neko orang tehnologijo. In zdaj predstavljava si, Kolumb je naredil ladjo, s katero je potoval čez Atlantik. Vrhunc tehnologije enega pač koščka vesolja. On je bil edina vrsta na tem svetu, ki je sposobna pač tazga podviga. Čez ocean, ja. Tako, in on je prišel tja in ne vem, tam srečal par srnc, pa par, ne vem, medvedov, zmišljam si, pač veverco. Z nobenim se ni šel pogovarjati. Zakaj bi se šel? Pač oni so na toliko nižji intelektualni ravni, da pač ne boš se šel. Ja. In zdaj, če si predstavljaš, da neka civilizacija sposobna narediti toliko dobre ladje, da so oni potujejo čez take razdalje, kaj se bo z nami pogovarjal? Da mi nismo na tem nivoju, da bi jih sploh lahko mogoče zaznavali. Mogoče jih sploh ne zaznaš. Pa njihove tehnologije ne zaznaš. Pa srne niso bile nek vesoljc. Pač ni sposoben tega razumeti. Zdaj vprašanje, lahko da te vesoljci so ves čas nekje tle blizu ali pa celo tle, ampak pač nismo mi na neki ravni. Zdaj pa ti šel v teorije zarote. Ne, to ni teorija zarote. Kaj so že te? Lizardi, kuščari, iz drugih planetov furajo naš svet. Ki si rekel, so že tukaj. Sej to je čisto realna možnost. Ja, vse je realno. Vse ima, kaj pa sploh pomeni realno? Da bi lahko bilo. Ni realna možnost. Odvisno, koga vprašaš. Je možnost. Ampak je možnost, ja. Sam pač, veš pa ne. Tako da ta Fermijev paradoks lahko, da sploh ni paradoksa, da je čist se ga da razložiti. Jaz imam podobne intuicije, Katino, glede tega. Ne vem, zakaj bi to, kar si na zadnje rekel, da bi mi sploh bili sposobni zaznavati. Ali pa da bi se oni odločili, da se nam razkrijejo. Ker če so milijon let naprej, pa milijon let ni nič, bo imeli tako tehnologijo, ki je čarovnija za nas. Seveda. In zakaj bi se oni, mogoče imajo neke razloge, da se ne razkrijejo. Seveda. To je zelo zanimivo. Kar se pa tiče tega, a je res, kje je življenje, pa ne, je pa tudi eno zanimivo dejstvo, da vsi vemo to, kako je asteroid zbrisal dinozaure dol z Zemlje. Se pravi, ta ogromen kamen je preletel na Zemljo in naredil ogromen krater tam. In pa je bila cela štala na Zemlji in vidite. Ampak iz Zemlje je v tem dogodku odletel ful enega kamna ven, takrat, ko je preletel dol. In to kamne je pač deloma popadal nazaj na Zemljo, deloma je kakšen košček odletel na Luno in te kamni so toliko daleč odleteli, da jih je ene par siguren preletel tudi na Jupiter, pa na Jupiterove Lune. V teh kamnih not so bakterije, ki so sposobne preživeti.
v vesolju. Se da, se zapakira v lupinco in ždi ona tam. Še je bilo ful smešno, ne? Da bi prišli na, kaj je ta Jupiterova luna, Titan, ne, taka ima vodo. Evropa. Da bi prišli tja, mi, in odkrili te bakterije, ne? Ja. In pa bi rekli, wow, ne? V bistvu bi bile pa iz našega planeta. Ne? Ja, tako da. Ko se temu reče neki spermi, kaj že? To, kar gre na asteroid, bakterija, ali pa nek organizem, pa po vesolju, po šprica, ne? Nek spermi, neki. Okay. Ampak, ja, mislim, što se je, da življenje se ti lahko zelo hitro širi okrog, ne? Se lahko da je tudi na Zemljo tako prišlo, pač iz nekega sosednega osončja je pač tak kamen, ne vem, sicer milijone let potoval, padel kle dol in so pogruntale, da je kle lepo voda, pa hop, ne, gremo. In so se naprej razvijali. Ja, tako da to širjenje življenja po vesolju se po mojem lahko dosti enostavno dogaja, no? Na ta način, ne. Pač vesolje ima cajt, ne. Vse, na tisti kamen potuje 5 milijonov let do sosednje zvezde. Počakaj. Tako, kaj si rekel, par milijonov, to ni nič, ne, v vesolju. Koliko je staro vesolje? 13,8 milijarde. 13,8 milijarde. Ne. In zdaj se, v bistvu bil je veliki pok, ne? Ja. To je bil nekak začetek vesolja, kot ga poznamo, recimo. Tako. Sej, ti me kar popravi, jaz bom tako govoril. Samo to. Hvala. In potem se širi, ne? Tako. A se širi vedno hitreje? Ali sem to prav? Ja, vedno hitreje. Sprav, vedno hitreje se širi. Tako je. In enkrat se bo ustavilo. Ni nujno. Ni nujno. Se pravi, lahko gre forever. Se pravi, imamo, ker to je moje vprašanje bilo, glede te neskončnosti. Ne? V matematiki jo poznamo, ne? V fizičnem prostoru, če lahko tako rečemo, pa je tako zelo taka čudna stvar. Ja. Ker recimo imamo neskončnost v tem našem vesolju. Ne? In recimo, da se širi neskončno. Ne? A bi lahko pola rekel, da, ker imamo neskončnost, ne, da se bo vse še enkrat zgodilo? Vprašanje. Mislim, če imaš neskončnost. A veš, zdaj, če imaš ti, ne vem, zvezde take, kaj imaš, ne? Ja. Te zvezde kurijo vodik, ki ga potem iz vodika nastaja helij, ne? Jedrsko zlivanje. In potem je vedno manj vodika, vedno več helija. Se pravi, ne bo isto, ne? Sam, če imaš neskončno, ne, to je ni konc. Ampak ti v zvezdah pokuriš to, te elemente, ki proizvajajo energijo, ti ostane recimo sem še helij. Pa ajde, tudi helij se da kuriti naprej, ne, v težje elemente, ampak nekje se ustavi. Ne? Se pravi, se pravi, ne spreminja se več nič v vesolju. A te prav razumem? Ne, zmanjka ti nečesa, s čimer bi delal energijo. Ne? Se pravi, imaš pa kar naenkrat sam temo. Ampak gre v neskončno. Ja. Iz kje se pa širi? Mislim, če nimaš energije, kako se širi še vedno? Širjenje vesolja ni tako, da gre iz ene pikce ven. Ne? Večina si prapok predstavlja kot res neko eksplozijo sred vesolja. Ne? Kako si rekel prapok? Prapok, ja. A to je veliki pok? Veliki pok. Aha, okay. To je začetek vesolja. Ja. V resnici je prapok izgledal tako, da je čist po celem vesolju, ker naenkrat nastal ful snovi. Ne vemo zakaj, ampak ni bilo nekje v eni majhni pikci, pa se je pa širil ven. Čist pa vsot je nastalo vesolje. Sam prostor je bil zelo manjši. Ne, ni bil. Isto je bil velik. Težko je reči isto velik, če je neskončen. Ne? Neskončen je že takrat bil. Ja, če je zdaj, je bil tudi takrat, ja. Ne, nisem mislil, če je zdaj neskončen, ampak ko se bo širil, se bo v neskončno širil, ne? Ja, ampak ne širi se tako, da gre neki na ven. Ne? Okay. Če si predstavljaš, da imaš kle neke galaksije, in zdaj jaz sem na svoji galaksiji in gledam ostale. In vidim, da vse te galaksije bežijo stran od mene. Zmeram, grejo stran. Tako, ok, pa grem na drugo galaksijo, pa spet pogledam okrog sebe, pa spet vsi bežijo stran od mene. Se pravi, kamorkoli v vesolju se bom postavil, bo večina te galaksij šla stran od mene. Ne? Zdaj, kako si to razložiti? Način, na katerega si to razlagamo, je, da se pač prostor med dvema galaksijama nastaja in jih rine na ven.
Se pravi, v resnici nobena od teh galaksij ni začela iti nekam, je primer, se ne premika. Ampak relativno prostor na sebe nastaja vmes, ampak jih rine narazen. Ne? Se pravi, prostor se povsod širi. Tako je. Tudi med nama, recimo zdaj. Ne? Tako, povsod nastaja vedno več prostora. Ne? Se pravi, če bi mi dva tukaj sedela, čeprav razumem, 100 milijard let, čist primeru bi bila bolj stran. Zdaj, odmakne. Lokalno se to ne dogaja. Ne? Se pravi, Zemlja ne bo nikoli šla zaradi tega dlje od Sonca. Je vedno pripeta na Sonce. Okay. In tudi zvezde bodo vedno vpete v galaksijo noter. Mi dva so pa na Zemljo pripeti. Tako. Okay. Medtem, ko ti gledaš ogromne razdalje med galaksijami, tam se pa to pol vita. Ne? Te galaksije pa niso tako vezane med sabo, da bi lahko preprečile to, da se ne oddaljujejo. Ne? Se pravi, klečist lokalno nas lepo gravitacija tišči na Zemljo in nas ne bo nikamor odnesel. Če bi pa se mi da postavila jaz tle, ti pa 60 milijonov let svetlobnih daleč, bi pa pač vedno bolj narazen šla. Ne, da bi mi dva kam štartala. Ne? Kaj pa vmes nastaja? Nastaja kje vmes? Pač, očitno se prostor širi tako, da nastaja vedno nov prostor. Ne? Zdaj, kaj to dejansko je, ne? Se ne ve. Ne? Sprav nek prostor nastaja vmes, pa ne vemo, iz kje nastaja. Ne? Sprav ne znamo zmeriti. Ne vemo nobenega patenta, kako bi to. Ampak je samo neko očitno dejstvo, ki ga opaziš. Tako da tle je še zelo vse tako, kako to razlagati, kako se s tem spopadati. Če pogledaš, kako je narejeno vesolje. Mi vemo, da v vesolju obstaja normalna snov, ta iz kjer smo narejeni mi, pa Sonce, pa zvezde, skratka vse, kar vidiš okrog sebe. Pol vemo, da je en kup temne snovi, ki ima isto lastnost kot navadna snov, da se z gravitacijo privlači. Okay. Ona se med sabo ali tudi z navadno snovjo? Z navadno snovjo. Oboje skupaj se privlači. In navadna snov se s temno. Tako, in ta stvar bi načeloma hotela vesolje nazaj potegniti, skrčati nazaj, če vleče en k drugemu. Se pravi, pa mora biti še ena stvar, ki ga pa naven rine. Temu rečeš pa temna energija. In se pravi, temna energija pa temna snov sta v tem aspektu nasprotna si. Ena rine narazen, ena pa skupaj. In je močnejša ta energija temna. Zgleda, ne? Zgleda, gravitacija temne snovi pa navadne snovi ni dovolj močna, da bi vesolje cuknila nazaj. In vprašanje je, a bo kdaj gravitacija zmagala nad to silo, ki tišči narazen vesolja. Se pravi, a bosta prišla v balans, pa se bo vesolje enakomerno širilo, ne vedno hitreje, ali bosta prišla v tako ravnovesje, da se bo dejansko nekje ustavilo, se bo nehalo širiti, ali bi se širilo, pa bi pa nekje začelo spet padati nazaj samo vase. Da bi to zmagala gravitacija nad uno silo, da bi spet padlo skupaj. In pa spet veliki pok. Mogoče ne, težko reči. To je zelo fascinantno, ker itak sva čez limite najnega sploh dojemanja. Mogoče ne tvojega, mojega, bom zase govoril. Ampak tako, imamo velike razdalje, ne dojamemo, imamo velik čas, se pravi veliki pok. Ne vem sploh, kaj je bilo pred velikim pokom. Pa dodaš še to, da se razširja, pa gre spet skupaj, imaš mogoče milijardo velikih pokov, tako kot neko dihanje. Čisto možno, To je še tako. Pol na to pa dodaš še opcijo, da so zunaj tega vesolja še ostala vesolja. Koliko je pa ta teorija, ko bi sploh rekel, priljubljena? To je ideja. To je ideja, je zelo zanimiv tak fiktiven model, kaj bi lahko bilo. Ampak zdaj to potrditi je pa kar malo hudičev težko. To, da je več vesolij. Tako da obstajajo mogoče neki argumenti, da bi to res bilo, ampak da bi imel pa neposredno neko meritev, da bi rekel, so vzporedna vesolja, pa ne. Tako da ta stvar bo po mojem še kar dolg cajt ostala, tako pač zanimivo razmišljanje, zanimiv koncept, ampak da bi se ga pa potrdili, pa treba pač nekaj, nekaj še mar bi pogledal ven iz tega vesolja. Že tako malo. Smo že malo
Se pravi, pred velikim pokom Metafiziki. nimam pojma, kaj se sploh dogaja. In sicer zato, ker vsaka fizikalna teorija ima omejitve. Ti z Newtonovo teorijo ne moreš opisati celega sveta. Pač to, kar smo se učili v šoli, sila, pospešek, ne. Ne da se, nekje začne to razpadati. Ker greš ti zelo hiter proti svetlobni hitrosti. Se spremenijo pravila. Ja. Okay. In vsaka fizikalna teorija pač nek delček vesolja opisuje. Zdaj, ali kar smo prej govorili, kvantna mehanika, zelo majhne stvari, teorija gravitacije, zelo ogromne stvari, se pravi, splošna teorija relativnosti. Pa ne vem, Newtonova mehanika take, s katerimi se vsak dan srečujemo, velikosti pa hitrosti. Ampak vse te imajo svoje meje. Tako da v resnici greš s to fizikalno teorijo, najprej narediš zelo umazano predpostavko, da vsa fizika, ki jo tukaj poznamo, velja za cel vesolje. To je zelo tako, pač arogantno, ampak hajde, druge opcije itak nimaš. In pa vrtiš cajt nazaj z raznimi računalniškimi modeli in prideš pač do nekje. In tam odpove in kvantna mehanika in relativnost in vse. Ker ti stlačeš zadevo toliko gosto, na toliko vroče, pač te zadeve odpovejo. In zato od tam nazaj sploh ne znaš nič več šraufati po vesolju, ker nimaš orodja, s katerim orodja pravega. Ja. Kaj pa je tvoja intuicija, a bomo kdaj imeli pravilno orodje, da bi dešifrirali? Ne samo to, ampak kaj pa, da bi vse opisali, recimo? Ja, vse to je neki izziv, ampak te teorije ne klapajo skupaj. Ne da se, mislim, zaenkrat še niso zgruntali, kako bi sklopili to, kvantno mehaniko, pa gravitacijo, pa vse te zadeve v en sam koncept. To je kar izziv za fiziko, sam zaenkrat še ni enega tazga zelo jasnega, načina, kako bi to naredil, noče skapadati. Zdaj pa vprašanje je tudi, če vse to daš nakupati, pa to reši problem nastanka vesolja. Mislim, ne, kar sem rekel vse, sem mislil vse. Ja. A veš vse, da vse razumem. Mogoče pa, kaj pa vem, bomo videli. Mal je drzno seveda razmišljati o tem, da bi razumel lih čisto vse. Ni pa slabo, sam vprašanje, koliko je realno. Ja. Zdaj mal bi šel, veš kaj, zdaj smo šla na veliko, kaj pa na malo, ko gremo, Okay. Če sva rekla, recimo, da obstajajo več vesolja, ali pa da je naše vesolje neskončno, se pravi, na veliko gremo lahko, gremo na gor, gremo v neskončno, Ja. Kaj pa v minus? A misliš, da je možno, da je tudi tam neskončno, da greš vedno manjše, ali tam ne velja? Ker se mi zdi, da intuicija ljudi je, da tam pa ne. Da tisto, kar je manjše, je zelo blizu tebe in lahko razumeš tisto, kar je pa zunaj tebe, ali pa stran od tebe, je pa lahko neskončno. Ampak zakaj bi tako mislil? Ker to je samo relativno na tvojo velikost. Veš, kako je? V resnici ti najprej, gledaš, kako je ta miza narejena, in pa jo pač, malo prežagaš, malo z nekim orodjem, ki ga imaš. Pa kar naenkrat ti nekdo izum mikroskop in si tako, zdaj pa jaz lahko pogledam ful bolj globoko noter, iz kakšnih drobcev je sestavljena. Itd. In pa ti izumljajo vedno boljše mikroskope, pol na koncu izumaš že trkalnik delcev, o katerem sem tudi govorila, kaj je še hujši mikroskop, da z njim pogledaš še manjše. A pa sploh lahko vidiš bozon? Mislim, da gre se za to, da ga ti direkt vidiš. Ampak ti pa te zadeve proučuješ, in ti vidiš, tam v trkalniku delce trkaš med sabo, pa se ne obnašajo tako, kot si zamislil. In pol vidiš, da je nekaj narobe, in pol greš šraufati teorijo, pa tuhtati, kaj je narobe, oziroma kaj se zgodi zraven še. Ti si predvidel, da bo delc odletel v eno smer, pa imaš pa kar naenkrat, na neki točki 2, ki sta odletela vsako svojo smer. Kaj se zdaj kle zgodilo? Smo odkrili nov delc ali nekaj. In pa ti to gruntaš. Ampak zakaj bi zdaj gruntal, če je ta delc iz še manjših delcev sestavljen, če je zaenkrat limit tega, da ti sploh ugotoviš, kaj zaenkrat je to. Se pravi, v resnici, ko pa to vse poštudiraš,
Potem pa mod, pa tuhtaš, a bi zdaj ta del razčlen. izoliral, pa še šraufal noter, kako je sestavljen. Ne? Tako da greš pač po korakih, mislim, sej noben si ni zamislil, da bi bilo vse sestavljeno iz nekih atomov, ne? Pa so to pogruntali, pa takrat noben ni lih ful tuhtov, a je zdaj to proton, to kepa, trda ali ni, ne? Ampak časoma seveda je prišlo na to idejo, kako je narejen. Pa vidiš, da je iz manjših delcev narejena, ne? Pa to razšraufaš na razen, pa vidiš, da je, ne vem, jedro sestavljeno iz manjših delcev, pa vidiš, da vsak ta delc je sestavljen iz nekih kvarkov. Ne? Okay. In kaj je najmanjši delc, kar ga poznamo? Ja, mislim, najmanjši je težko reči, ker imaš pač različne delce. Ne? Ne vemo. Proton, kvarki, ne vem. Ne? Kvark je manjši ali večji od protona? Protoni so iz kvarkov narejeni. A se pravi, je kvark manjši, ne? Tako je. Okay. Sam ga ne moreš samega nekje dobiti. Ne moreš ga samega nekje dobiti. Ok, ne gre. Ja. Kaj pa znotraj kvarka? Pa ne ti se pa pol spet, ne? Pač, ko bo nastala potreba potem, da šraufaš še naprej, ne? Oziroma, ko se bojo pojavili neki namigi, da bi tam pa lahko neki, ne? Pač greš, ne? Oziroma tudi, ko imaš dovolj dobro napravo, da se sploh take stvari lahko igraš, ne? Tako da, kleta bazična znanost pač vedno naleti na neko steno, ne? Pa počasi rineš. S tehnologijo, pa naprej. Ja. Sploh je bilo fascinantno, ne, če bi bila tudi v minus neskončnost. Ne. Da imaš neskončnost No, vse, če imaš v eno, imaš v B. Ne. Vse neskončno je pač neskončno. Ne, če je največje neskončno, ne, gre tudi pol v minus neskončno. Se ti zdi, da ne bi to držalo? Ja, mi smo zdaj, se pravi, vesolje je neskončno veliko. Ne? In mi smo, kvark je pa recimo najmanjše, ki poznamo. Vmes smo mi nekje po velikosti. Ne? Ampak če neskončno v plus, bi tudi v minus mogel biti neskončno, da ne moreš priti do konca. Neskončno mehna stvar. Tako, neskončno mehna stvar. Mislim, se to pač... Vem, da v matematiki lahko ne, kad daš minus na to, ne? Ampak... sam... Pač vprašanje je, ali je ta koncept realno smiseln. Pač valjda ti je smiselno, da ti gledaš toliko in toliko mehne delce, pa se z tega nekaj učiš. Ne? Pa pač tiste gledaš. Zdaj, neka stvar, ki je 10krat manjša, še nisi sposoben videti. Ne? Zdaj tam razmišljata, je ena stvar, ki je pa neskončnokrat manjša od tega, mislim, mogoče why not, ampak ker v bistvu se zaletavaš v to steno, se pač vedno preletiš v to steno. Se drugače pa je, dve steni imaš, tehnologija pa razmišljanje, to, kar sva že rekla, se pravi, koliko ti nese domišljija, dojemanje. Dojemanje, Kaj pa, če bi to nadgradil koliko se kaj z računalništvom ukvarjaš? Kaj, da bi nadgradil z... z neko umetno inteligenco ali pa, da bi za tehnologijo nadgradil to bo zelo zanimivo. Intelekta, da bi v bistvu, če neki umetne inteligenci, ki pride do, kar neke visoke razvojne stopnje, pa da nima teh zapor, ki jih imajo naši možgani, za razmišljanje. Pač človeka daš na droge, pa se mu kar svet odpre. Vse kalkulator je... Zapore padajo. Kalkulator je v oskem vidiku ful bolj sposoben od nas, In pol pač zanimivo, a bi taka umetna inteligenca stuhtala kakšno idejo, ki se nam ne more utrniti. To bo še zelo zanimivo, če si nam lih enega Terminator scenarija skuhali. Koliko imaš pa kaj intuicije glede tega? Glede umetne inteligence, kam gre razvoj, pa mogoče v potencialnih nevarnostih. Enkrat je en profesor rekel, vse veste, kje bo nastal prvi Terminator, v Google. A se mi zdi kar blizu to. Da bi te velike korporacije. Seveda, to so po mojem korporacije, ki imajo dejansko finančne kapacitete in pa tudi seveda materialno, pa kadrovsko, da se te zadeve res razvijajo, pa vprašanje, koliko se sploh ve, koliko stvari oni dejansko povejo, ki jih razvijajo. Nekaj vemo, kaj razvijajo, kar rabijo nas, da učimo algoritem, da učimo ta AI, z srčem, z pogovarjanjem z njim, se on uči, ampak vprašanje pa... Vprašanje, koliko je deleč, in taka stvar je pol malo tako, ne vem, če je tak scenarij, kakor je, Terminator možen, nas bo to itak presenetil.
Ja. Ne bo Google vnaprej povedal, zdaj bomo prižgali en stroj, ki bo ful pameten, pa se samega sebe zaveda. Pa ne bojo povedali, oni ga pač prižgali, pa bojo gledali, kaj se dogaja. Ja. In pol, če imaš ti v bistvu to mašino, ki si rekel, da se ona lahko sama izboljšuje. Ne? Ja. Se pravi, lahko ti njo prižgeš, a ne? Ja. In v eni sekundi naredi intelektualno delo, ne vem, 10,000 let, a ne? Ja. Najbolj pametnih naših fizičnih ljudi, a ne? Potem ti lahko v sekundi izpod nadzora uide. Ne? Ja, najbrž res. Ja. Če se sama sebe, a ne, tam ni časa, ne, v tistem. Tam je pač, koliko ima pač te computing kapacitete. Ne? Seveda, ja. Tako da to je lahko, mislim, vsaj meni se zdi, da je lahko kar nevarnost. Ne? Ja. Ni ena stvar, s katero bi se čisto lahkotno špilo. Ja. Je pa siguren, tako po mojem občutku, trenutno še ta zadeva ni tako daleč. Ne, mislim, da ni. Ja, jaz tudi mislim, da ni. Sam se pravim, če čez 20 let pa imaš to 1 sekundo, pol je mogoče vredno, da se pogovarjamo o tem. Je pa vprašanje, a bi tak stroj v bistvu nas zaznaval kot tisti, kar ga bo ohranjal, pa bi bil brihten, pa nas ne bi torpediral, ne? Ali bi ta stroj videl nas kot nekdo, ki ga lahko ubije, nas bo zbrisal. Ker to, da imamo mi nagon po preživetju, v tem smislu, da nočemo umreti, vprašanje, če tak stroj ima. Ja, sigurno nima, če ga ne sprogramiraš, da ceni človeško življenje. Ne? Ja, ampak da ceni to, da je on živ. Ja, da je on živ. Ja. Aha, da se on sebe zaveda. Ima potrebo, ne da se zaveda, ampak ima potrebo, da ostane živ. Aha, in da sebe zaščiti, da bi videl potencialno nevarnost v nas, bi nas rediral, da bi on lahko obstajal. Če pa te sposobnosti nima, pač on tam obstaja. Pa, če ti ima tega nagona. Ja. Tako malo je vprašanje, kako bi zaznaval to. To je ena nevarnost, kakor jaz vidim, druga je pa čistko, da mu ne daš dost natančnih navodila. En primer je tak, recimo, da bi imel ta samoodvozeči avto, in ti mu daješ ukaze, daj me do letališča pripelj. In ti mu rečeš, pripelj me čim prej možno do letališča. In on to vzame kot dobesedno, čim prej možno, kaj je najbolj možno. V tem stavku, v tem navodilu pa ni in da jaz tudi preživim, ali pa da ne bruham, ali pa da mi ni neprijetno. Ker jaz če te to rečem čim prej do letališča, ti če taksi voziš, recimo, ti veš, ne sme bruhati, ne sme mu biti neprijetno, nevarno, v teh mejah. Neka mašina je pa samo tako, bom izpolnil kaze, in pol gre. In če daš eno tako zelo močno stvar, ki ima zelo veliko inteligenco, intelekt, power, povezane vse, lahko kakšne take stvari naše, ki jih mi razumemo v jeziku, dobesedno vzeme. In potem to za nas pomeni, nisem tega mislil, ampak tako da ja, to je bolj v bistvu nevarnost. A vidiš, to so se, naši možgani naučili skozi toliko in toliko izkušenj. Ja, socializacija. Vsi, ki so imeli tako malo narobe zvezan, tako kot bi imel ta tvoj potencialni računalnik, so pač pomrli, ni pač preživeli. Ker mu to ni bilo jasno, je pač... Mogoče bi lahko simulirali evolucijo, ko bi delali AI, da ga ne bi spustili v real world, ampak da bi nek svet naredili, ki bi bil zelo podoben temu, in potem ga spustili in potem bi dobil navodila od ljudi in bi videl, zdaj se je zgodil, da je umrl. Če človek umre, ali pa če se zgodi nekaj, kar ni za človeka, takrat ti sklopiš tega. In v bistvu narediš, poženeš teh simulacij, milijardo v sekundi in se evolucijsko naš AI, ki ga želimo, naredi. Samo to je tako, ena napaka pa je konca. Zato se mi zdi to zelo... Ne vem, spremljaš kaj Nick Bostrom, poznaš Nick Bostrom? Kaj že imel on? On ima ta Super Intelligence je napisal o AI-ju. Pol je imel pa, to sem v bistvu hotel s tabo govoriti, napisal en paper, ki se mu reče Simulation Hypothesis, hipoteza simulacije. In on tam zelo prepričljivo, po mojem mnenju,
pove, da je verjetnostno, zelo verjetno ali pa neskončno proti 1 bolj verjetno, da mi živimo v simulaciji, kot ne simulaciji. Ja. In to tako, mogoče če lahko sam povem, kako pride do tega. Mi živimo zdaj, recimo, predpostavljamo v realnosti. Sprav, to ni simulacija. Če gledamo razvoj VR-ja pa igrca, mi vemo, da če se ne bomo uničili, bomo prišli do stopnje teh simulacij igrc, ki ne boš mogel razlikovati med realnostjo. Tudi mi vemo, da bomo čez 50-100 let prišli do tega. Zdaj pa, če je to realnost, pa bomo to naredili, pa bomo živeli pol v simulaciji, bomo v tisti simulaciji naredili novo simulacijo. In v tisti simulaciji novo simulacijo. Okay. In tako gre v neskončno. In kar naenkrat imaš neskončno simulacij, simulacija 1, simulacija 2, simulacija 3, 4, 5, 6 in do neskončno, in eno realnost. In zdaj, da predpostavljaš, da je to realnost, je verjetnostno zelo manj verjetno, kot da je to že simulacija. Ti si že izmed enih od teh simulacij. To je pač njegov argument. Predpostavka, ki jo je naredil, je to. Če sem vodo vzel. Predpostavka, ki jo je naredil, je to, da je taka simulacija možna. To je predpostavka, to ni dejstvo. Ta teorija zdrži pod pogojem, da takšna simulacija dejansko obstaja, pa da se da narediti tako, da ti živiš v simulaciji, pa ne umreš v realnem svetu. Dobro, tebe lahko dajo na simulacijo, vklopijo v možgan neki noter in vidiš ti sam simuliran svet. Ampak moraš ti tudi živeti. Se pravi, ne sme ti telo odpovedati, drugače konc to simulacijo. Ti lahko v eni sekundi simuliraš milijon let. Po moje. A veš, ti če se priklopiš, ne vem, v prihodnosti na neko napravo, tako kot The Matrix, in simuliraš igrco, ki se reče life. In ta life je 80 let, ali pa 100. Ampak, ko se zbudiš nazaj iz igrce, to je bilo 1 sekundo. Zakaj bi wastil dragoceni čas? Torej, jaz mislim, da bomo naredili, veš, take stvari, ki bo... Vprašanje je samo, ali je taka simulacija res možna, da ti ne bi zaznal, da si v simulaciji. Si lahko malo kognitivne sposobnosti dol daš, glih tok, da ne... Veš, tako lahko zdaj, veš, kaj smo se pogovarjali o limitih našega, mogoče je glih tako ta simulacija naštimana, da ne moreš zunaj nje pogledati. Seveda, se pravi, pač vprašanje je, se to da, Če se to da, pa je zelo vprašljivo, valjda, v kateri od nas simulacij živiš. Ali pa pač v realnosti, pa imaš zelo sreč, ali pa nesreč. Čist, a je važen? Mislim, v kakšnem smislu bi to bilo pol pomemben, tebi ali pa komorkoli drugemu? Recimo imaš ljudi, ki so verni, sigurno imajo nek value iz tega dobijo, neko vrednost, In zdaj, če jaz rečem, ko umrem, me ni več, nekako preferiram, da se zbudim v simulaciji, kot da umrem. Tako da, mogoče iz tega vrednost, veš, boljš mi je. Ne vem, kako pa teba, ti rajš umreš. Vsake 80 let zbudiš v novi simulaciji. Ali pa če v unem realnosti, če gremo nazaj, čas sploh nič ne pomeni. Če si ena izmed dimenzij, lahko je to, rečejo, gremo simulirati nekaj in en se spomne eno igrico. V tej igrici je 3D svet, pa mi delava podcast, pa tako, veš, ne. Pač zakonitosti te naštela. Dejansko po mojem ne moreš reči, da je to nemogoče. Da bi mi dva živela v eni virtualni realnosti, vprašanje pa, koliko to je mogoče. To se bo pa s časoma videli. A se bo? Kaj boste zaračunali? Se je tudi Elon Musk nekaj imel na to forum. On je prav od Nika vzel ta argument. Takrat je to popularen ratal, ker je Elon Musk na eni konferenci rekel, da živimo v simulaciji. Sam pa je malo neho s tem. Mislim, nisem jaz več nič zaznal. A misliš, da je kaj za nalašč neho, ali sam pač neho je? Ne vem, ampak po mojem se je dosti malo lažje ukvarjati z realnimi stvarmi, kot s fikcijo. To je še vse en... Filozofijo, Mislim, filozofsko, tako pač imaginaren svet.
imajo očitno bolj zabavno rakete delati. Ja. Ne vem, mislim, vsej neki cajt je to zanimivo, tako malo premetavati po glavi, pa se igrati s to idejo, ampak itak ne prideš nikamor. Ja, to je res. In pol pač to malo se ti ne da več. To je res, ja. To je res. Ej, kaj se tako da vprašače? Recimo, te stvari, ki jih ti zdaj razumeš po študiju, pa ki si researchil naprej, pa to ne. Kako so te stvari razumevanje našega fizikalnega sveta vplivale na tvoje tako čisto vsakdanje življenje? Lahko da niso, a ne? Ali si tako drugače začel gledati na svet? Ja, začneš, ja. Ja. Na kakšen način? Recimo, ne, si predstavljaš, da ti tam gledaš zvezde s teleskopom in tam furaš neko romantiko, vse je nekaj lepo, meglice, galaksije. Kakšno punco prepeleš? Pogledati čez teleskop. Ne, to se nikoli ni zgodilo. Ne, ja, sigurno si razlagal. Ja, pa koliko si je veliko vesolje, pa midva sva zdaj tukaj v simulaciji. Ja. To so te fore, ja. Da se uleža do dol, pa gor gleda. In pač imaš to neko čustveno, romantično dojemanje tega, ne? Pol kasneje, ko v vsaki tej stvari že ful neki veš, ne? To vse drugače gledaš. Pač gledaš, tam Jupiter in dinamika v atmosferi, pa rdeča pega, pa ono, pa cikloni, pa gor, pa dol. Drugače začneš razmišljati o tem. Ni to samo lepa slika, ki je tako, wow, kako lep je ta svet, ne? Ali si kaj manjši? Tako, po feelingu svojem, da si tako, kako sem jaz majhen. Ja, ne, to ne. Se ti nič ego ne zmanjša, recimo tako, da rečeš, jaz sem toliko nepomemben, ko začneš zares dojemati. Ne, v tem smislu ne. Ampak ja, se ti pa spremeni, no, kako stvari vidiš, dojemaš. Mogoče tudi skozi študij fizike se vse gleda zelo analitično. Ne? Zato veliko je tega, tak tehničen, surov pogled na sveta. In pa tudi to malo tako ufuraš v svoj vsakdanji način življenja, stvari avtomatsko začneš kar malo analizirati v glavi. Ampak na konci tako, ko pa toliko cajta o tem levo, desno, gor, dol šraufaš z raznimi enačbami pa to, se pa do tega navadaš, pa greš malo nazaj v uno romantiko, pa greš opazovati, pa je samo tako, dajmo samo gledati meteorije, pa da je lepo. Ne? Se vrneš nazaj v to, vmes ti pa valjda pokvarja. Tako, kot če si predstavljaš, tepe ful dobro gledati Satrianja, kako igra kitaro, to je poezija. Pa se pa začneš učiti, najraje razbol tisto kitaro, 10 ur na dan vadaš, pa v 5 letih še nisi prišel tja. Ne? Ni romantike, ko greš neki ful. Pol pa ti to toliko naštudiraš, da tebi to laufa, pa jo imaš pa nazaj. Razumem, ful zanimiv. Tako se je meni zdel, ne pač. Jaz sem bil tam srednješolci in valjda vidiš to kitara, pa hudo, mislim, noro, top, to je treba, ne. Pa začneš to vadati, pa poslal vse v 3 pisane nekam, mislim, tam ti neki tupi v glavo, učitelj ti neki tam, in kaj pa enih problemov. Pa ti to v toliko in toliko letih, tudi prakse pol, igraš malo klepa, malo tam, pa prideš not v ta feeling, da to je zdaj rad ali sam dobro. To je sam urodje, ki ga uporabljaš. Prideš nazaj tja. Tako da ni, da si uničil, bi si pa uničil, če bi ostal na pol poti. Aha, da bi odnehal. Temu reče, Seth Godin je eno knjigo napisal o tem, ki se z naslovom The Deep, v bistvu padec po slovensko. Ne? In je rekel, da je tako enačba tega, ko začneš novo stvar, je tako na začetku si full excited, ful ti je dober, obseden si s tem. Pa je pa to učenje, ko prideš do teh nizka jabolka poberaš, da ti je dober, pa moraš pa una, ki so višji. In to je neprijetno. In je ta padec. In pol, če ti prideš čez padec, in veliko ljudi ne pride čez ta padec pri nečem, ki začnejo, rata lahko špol še boljša. Točno to, Kaj gre gor. Tako da je ful zanimivo. Sej prav posebej matematika pa fizika se mi zdi, da sta taka specifična predmeta, ki je ta padec zelo velik v okviru nekih osnovnih pa srednjih šol. Veliko ljudi ne mara matematike. Zato, ker mislim, tam, ko smo 1+1, to tudi
kakšen malo manj inteligenten z lahkoto popuca. Medtem, če pol začneš pa malo množenje, pa neki, se zgodi ta padec. Pa na pamet se moraš naučiti poštevati. Ja, mislim, 4x6 ni intuitivno, kaj bo z tega ratal. 1+1 je, ti že, če ne drugače malo na prste. Klej pa ne. In je v resnici, sploh ni toliko, da so eni bolj za matematiko, pa eni manj. Ampak eni bojo šli, pa bojo delali na tem, pa bojo pač ful računov naredili, ali pa ne vem, je tak tip po naravi, da si bo sam hodil peš v šolo 20 minut in si bo vmes poštevanko ponavljal, ker mu je to zanimivo. Pa imaš pa en kup ljudi, ki ne bo to počel in pa se kar kao loč, oni so talentirani za matematiko, te pa ne. Ma ni res. Sam pač ni šel toliko globoko ta padec, zato ker je z delom nadoknadil pač to in je šel gor. In pa kar naenkrat, ko greš pa ti gor, pa itak jadraš na tem. Jaz sem to za matematiko, meni to leti in pa pač delaš na to. Pa ti da motivacijo naprej. Ampak gre z delom. Veliko ljudi pa to frustrira, fizika, matematika, ker to treba je delati, delajo in je ta padec ogromen. Kaj bi pa enemu recimo, ko to posluša, pa je mlad, pa se odloča za študij še, pa ga recimo tako, te stvari so ga zdaj malo pritegnile, kaj bi enemu mlademu tik preden se upiše na nek faks, priporočil pa recimo, da se zanima za fiziko ali pa za astronomijo. Jaz tako vidim. Jaz sem nekaj cajta tudi delal astronomske tabore, načeloma za mlade. Koliko stari so bili? To so bili konc osnovne šole, srednja šola, faks. Imeli smo tudi, imamo še vedno kakšne tabore za otroke, ki so pač ne starejši v osnovni šoli, ampak tudi ostali. In pa je tako, ti imaš recimo 10-dnevni tabor, tam se dela sama astronomija, plus neumnosti. Pa, in ti se 10 dni tam intenzivno ukvarjaš s tem, da opazuješ, da fotografiraš, da ne vem, pač pišeš nek strokovni članek načeloma o tem, na nivoju, na katerem pač je tak človek to sposoben. In dejansko si šel čez ta proces, da probaš, a ti tak način ustreza. A si ti človek, ki boš, ne vem, sedel ure in ure v takile pisarni in si boš rekel, da si astronom. Pač, ker to biti astronom ne pomeni, da ti hodiš ven pa romantiko zganjaš na zvezdicah. Ne, ti si pač not. Mislim, ali pa fizika. To ni več tako, da ti pač tam razmetavaš nekaj po sobi, pa bo kar nekaj rata. Ti imaš en kup nekih naprav, kompliciranih statistiko, pisanje člankov. Skratka, da ti se daš malo v ta svet, ki je vsaj približno tak, kakor je pol. Da te to ne preseneti pol. In pa smo imeli nek tabor, se prav spomnim, in smo se mentori pogovarjali in smo imeli različne delavnice. Tabor za Zoisove štipendiste je bil takrat in en udeleženc ni hotel biti v moji skupini, je hotel iti v neko drugo, ne vem kaj, biološko delavnico ali nekaj, jaz sem imel pač astronomsko. Pa eni so bili zelo tako razočarani, pa če mu gre učenc, udeleženc ven. Mislim, on je naredil najboljšo stvar na svetu. On je 2 dni povohal astronomijo in je videl, da tega noče delati. To je najboljša stvar. Izločuje stvar pač, in gre naprej. Ne boš študirati astronomije, fertik, on je zaključil. Ni zanga to, pač mu je ful všeč, da bi on to zvezdice gledal, ampak ne bi pa on tega počel. In je to bi kar bil moj nasvet. Vsako stvar, ki, ne vem, misliš, da bi bil rad, ne vem, po poklicu novinar, pa daj včlan se v neke šolski časopis, pa piš, pa neki, pa deli blog, pa boš videl. Ker je simuliran, kako bo delo dejansko potekalo. A se ti ljub pol to delati? Mislim, a si tip, ki je zapisati članke. Vsak bi bil slaven bloger ali pa neki, pa moraš imeti malo ti grifa za pisanje. Če ti 3 knjige v življenju prebral, pa še te za domače branje. Vprašanje, tako da v tem smislu, to bi bil moj nasvet, da greš pa probaš. Bi mogoče šel študirati fiziko, pet na vsa fizikalna tekmovanja, na vse fizikalne krožke. Ne vem, take stvari, da pol res vidiš, a te to zanima, ali te bo šlo v 2. letniku že na kozlanje. Super, ful sem
vesel, ker si se vzel cajt, pa tudi hočem biti malo spoštljiv do tvojega časa, ne? Tako da lahko poveš mogoče, a bi usmeril ljudi kam, kakšen link ali povezavo, ali ki si lahko več o tebi ali o društvu svojemu, kaj bi rad sporočil? No, jaz imam svoj zavod, kjer je zdaj se kar nabral en lep kup dejavnosti. Ena je astronomija, seveda jaz poleg tega, da samo opazujem, pa slikam nebo, imam vodena opazovanja, predavanja in tako naprej, ne, za skupine, lahko so to taborniki, osnovnošolci, podjetniki, whatever. Druga stvar je, pač učim kitaro, tudi to si lahko pogledajo. To je spletna stran je zlahkoto.si. Za obe stavili? Za obe, ja. Ok. Ja. Bom dodal tudi spodnji link. Ne? Ja. Cool. Tako da to je glavna stvar, s katero se ukvarjam v zadnjem času, tudi precej z nekim športom, s karatejem. Trenutno malo na prisilnem dopustu. Uporabljaš kakšno či energijo per karateju? Izračunaš kaj? Nič vesoljskega, ampak okay. Je pa zanimivo. Mislim, da imaš kakšen superpower. Lahko proba. Gasne kamero. To bo zadnji podcast, ko mene več ne bo. Ne, je pa zanimivo gledati, recimo, ko se neke tehnike, kaj se jim udarca, obrcanja uporablja pri karateju, čisto skozi fiziko pogledati to. Okay. Zakaj je to boljš kot nekaj drugega? Ker pač karate je zelo taka tehnična disciplina, tako zelo vse naštudiran, pa kam ena noga, pa kam prstek. Pa to je z razlogom, da imaš največ moči. Da imaš močnejši udarc, da je bolj optimalno gibanje. In je zanimivo, veliko stvari dejansko gre čisto smiselno, fizikalno, pa ne vem, čisto kako telo funkcionira, kako se telo giblje. Take stvari zdaj počnem. Super. Bom vse dodal, pa še enkrat hvala, ker si vzel cajt. Hvala tebi. Čau.